Prva tekma kroga potekala v Celju, domači nogometaši so pričakali ekipo Zavrča. Celjani so v prejšnjem krogu presenetili, ugnali so Mariborčane na gostovanju, tokrat pa je bila tekma nekoliko težja, kajti Zavrč se je postavil taktično dobro in Celjani so bili v prvem delu nemočni. Tole je prva kombinacija, strel Batroviča, premalo natančen in močan. Še ena kombinacija gostov ob koncu prvega polčasa. Streljal je Tišma, tokrat visoko čez gol. Drugi polčas, še enkrat priložnost za goste, to je bil nevaren protinapad, nevaren strel Tahiraja, ampak odlična obramba Kotnika, ki je tokrat rešil nogometaše Celja. Po podaji iz kota je streljal še Aleks Pihler, tudi on je bil nekoliko premalo natančen, potem pa prva celjska priložnost šele v 75. minuti. Takole je bil to strel Marija Brlečiča, tudi on je bil nekoliko premalo natančen. Gosti je nevarni prek Batroviča in še ena dobra obramba Kotnika, ki je bil na pravem mestu pravočasno, je stekel iz svojega gola. Na koncu pa še kombinacija domačih, tole je bil strel proti vratom. Miškič je meril, ampak mimo gola in tekma se je končala, izid je bil neodločen, 0-0. Tekma, ki ni prinesla prav veliko obetavnih priložnosti, točka tokrat za vsakega, Celje, Zavrč 0-0. Ja, je res, da smo nadaljevali niz neporaženosti, to je sedaj 8. tekma, ki jo nismo izgubili. Jaz sem pred tem srečanjem napovedoval zelo težko tekmo, moje napovedi so se žal uresničile. Zavrč je danes res odigral kvalitetno srečanje, bili so zelo trd, kvaliteten nasprotnik, zelo malo priložnosti na obeh straneh. Moram reči, da so fantje res izgarali v fazi branjenja, v fazi napada je pa malce zmanjkalo. Na koncu kljub temu smo v zaključku imeli zelo dobro priložnost Miškiča, žal je ostala neizkoriščena in mislim, da je neodločen rezultat najbolj realen in pravičen. Ja, res je, da smo odigrali eno zelo kvalitetno tekmo. Mogoče nam je spet zmanjkalo v napadu, nismo izkoristili nekaj 3-4 priložnosti. Na koncu so imeli tudi Celjani eno zelo lepo priložnost in lahko rečemo, da je remi nekako pravičen.